Bil je vrhunski košarkar z bogato kilometrino. Igral je v slovenski reprezentanci in pustil pečat v številnih klubih. Dvakrat je osvojil naslov državnega prvaka in trikrat pokalnega zmagovalca. Bil je trener in šef ljubljanske Ilirije, mnoge pa je na zlatem Eurobasketu navdušil kot strokovni komentator. Zdaj pa v novi vlogi športnega direktorja Košarkarske zveze Slovenije, ki ima pred seboj pestro leto. Je tudi oče našega največjega košarkarskega talenta in superzvezdnika z nadvse popularno številko 77. Sicer pa neverjetno aktiven, poln življenja, družaben, duhovit, empatičen, iskren in preprost človek. Vabim vas v družbo Saše Dončića in dobrodošli v Green Room. Saša, živjo. Živjo. Res hvala, ker si prišel. Vem, da si zelo zaseden zadnje čase. In veliko lepega se ti je zgodilo, tako zasebno kot poslovno. In bom najprej rekla čestitke, dedek. Hvala na čestitkah. Kako se počuti, si že dojel, še proslavljaš? Mislim, počutil se fenomenalno. To je, mislim, da vse en lep privilegij. Dejstvo je, da se mogoče še res 100% ne zavedam, ampak ok, počas, je še čas. Verjetno si dobil veliko čestitka, ne? A je bila kakšna taka duhovita nadetka? Dobro, bilo je sigurno, ne, malo, čeprav moram reči, da se počutim, res da imam frizuro, ki, ne vem, 80 let star fant, ampak mislim, človek... Mlad dedek si še mlad. Po duši se pa počutim res, da sem nekje še vedno v prvi puberteti, mogoče že počas prihajam ven iz te pubertete. No, mala Gabriela je zdaj tudi ameriška državljanka. Vem, da ne smeš veliko razkrivati, ampak vseeno, daj nam povej, kakšna dojenčica je, ki si jo zagledal, je velika, luškana, kot si dojenčki. Mislim, predvsem normalna, zdrava, všeč mi je to, ko je mene videla, da je me takoj prepoznala, se je začela smejati, ne. Heca se je prelepa dojenčica. A si kaj zajokal od sreče? Mislim, to so vse neke take stvari, ki mogoče sploh pri moških sem bil pa zelo srečen. Ker si čustven, ne? Zato sem to vprašala. Sem, ampak se pravim, jaz sem bil zelo, zelo srečen, mislim, res še enkrat, to je velik privilegij. Čast mi je, da imam sploh ta privilegij, kar se tiče pa jokanja, to delam bolj, kar noben ne vidi. Luka je objavil na družbenem omrežju zelo lepo darilo, športne copatke, 7 parov je poklonil, namenil. Kaj si pa ti, skrivnost, si bolj kaj za spomin? Ja, mislim, jaz sem bolj ta standardni, klasični, enostavno nekaj, kar ji ostane, upam, da ji bo ostalo to do konca življenja, to je tista standardna darila. Nakit. Oziroma nekaj podobnega temu. Daj mi še nekaj povej, a je bilo zelo težko držati novico zase, tako veselo novico, ne, nihče ni vedel, da boš dedek in da bo Luka očka. Moram priznati, da v enih momentih, ja, to je vse en tak moment, ker si ne znam opisati, enostavno nenormalno ponosen na to in bi marsikomu rad povedal, ampak res... Si spoštoval Lukovo željo, ne? Seveda, če se izrazi želja, da se tole pove, se tega tudi držimo. A si dal Luki kakšen nasvet o starševstvu? Pa jaz mislim, da vseeno, se pogovarjamo, če ga kaj zanima, sigurno vpraša, ampak mislim, da je nekako najboljša metoda, da se sami naučijo. Mislim, vseeno je še vedno tista 100 babic, da rečem, kilavo dete, ampak enostavno mislim, da je najboljš, ker vse to odvisno, ne moramo nekako posploševati. Enostavno mislim, da vsi starši smo različni, vsi starši smo drugačni, tudi otroci so drugačni, tako da je najbolj, da se prilagajajo na določen moment. Zelo zanimivo je, ker sta oba pri 24 postala očeta, starša, ne? Dost mlada, ne, sploh za današnji čas je to kar mlado, za fanta. In, a veš, kar naenkrat življenje dobi nov smisel, nova skrb, nova odgovornost in ta neprecenljiva ljubezen, ki ti jo da otrok. Kako se ti spominjaš tistega 28. februarja 1999, ko si prvič postal oče? Ja, dobro, jaz vsem mislim, da otrok je, da rečem, neka krona, neke veze, nekega razmerja. Dejstvo je, da to vse, kar si rekla, je res. Meni so vsi govorili, spremeni se ti življenje. In res je, spremeni se življenje, ampak
meni se je takrat spremenilo življenje na boljše. Verjetno se vsem spremenilo na boljše, ker enostavno dobiš drugačno gledanje na svet, enostavno dobiš en cilj v življenju, mogoče neko vizijo in seveda še neko dodatno odgovornost, ker predtem je vse bilo super, vse lepo in prav. Otrok je na prvem mestu zdaj, ne? Otrok je tisti, zakaj se živi, treba ga je pospraviti na pravo pot, vse to pravi, neko odgovornost, neko vizijo dobiš in spremeni se, ampak na veliko boljše in na veliko lepše življenje. In potem si še drugič postal očka, 18 let kasneje, ne? Ja. Ima 6-letno Tijano. Kako je bilo pa drugič, da si imel že nekaj izkušenj, ne, praks? To se strinjam in tudi mislim, da enostavno, saj mi moški dozorimo seveda malo kasneje in pri teh letih, ko so dobil Tijano, je pa spet drugače gledaš. Pa še moram priznati ena stvar, fantek in punčka je čez drugo, sploh za moške, vemo, da so fantki bolj navezani na mamice, očetje so bolj na hčerke, ampak enostavno drugače dojo, ampak seveda to, kar se tiče ljubezni, kar se tiče nekih teh občutkov, te neke nadnaravno pozitivne energije, ki jo dobiš ob rojstvu otroka, to je pa še vedno isto. Kako se Tijana zaveda, da je njen brat superzvezdnik, ga spremlja? Kako ga ima rada? Tako je, ne. Ve, da igra košarko, ampak meni je zelo pomembno to, da enostavno se zaveda to, da ima brata, to, da je on košarkaš v NBA-ju, enostavno to je njegova služba in to dela z ljubeznijo. Tijana, mislim, jaz bom tako rekel, jaz vsaj kar berem, enostavno te neke, mislim, da večja ljubezen kot sestra do brata, to se vsaj berem, ne vem, če obstaja kakšna večja ljubezen. Tako da ne rabimo kaj preveč razlagati, kako more, mislim, ga ima rada, ali ga nima, to ga enostavno ima, ker to je, ne reče za ston krine voda, ampak to, da je on nek super zvezdnik, pa to pa absolutno se probamo zelo spuščati na realna tla. A ga tudi kdaj pokliče? Ne, vse je ostal v rednih kontaktih, tudi redno se obiskujejo, tudi ko Luka pride sem, se videvata, tako da to je vse tako, kaj treba. Bi te še nekaj vprašala, kaj si se ti kot oče najbolj naučil v bistvu od svojih otrok? Veš, otroci so tudi učitelji, fotokopirajo nas. Kaj je tista stvar, ki si se jo naučil v sebi kot oče? Od otrok, mislim, tako bom rekel, dejstvo je, da se to tudi neko obnašanje pred otroci, vsi se mi zavedamo, da se pred otroci nekako, mislim, da smo mi idoli. Tako bom rekel, mi starši smo jim idoli, enostavno, verjetno tudi ti, pa verjetno marsikdo se proba nekako bolj, da rečem, normalno obnašati pred otroci, paziti, kaj rečeš, paziti, kako se obnašati, kako se obnašaš za mizo. Enostavno, to je res nekako, otroci so nehote v bistvu res naši učitelji. Dobro vprašanje, to nisem res nikoli tako razmišljal, ampak kaj sem se naučil? Naučil sem se odgovornosti, jaz predvsem, ko so prišli otroci. Naučil sem se res ene odgovornosti, na koncu nisi več ti sam na svetu, obstaja nekoga, za katerega moraš skrbeti. In to mislim, da je še celo najbolj pomembno. Napredno te vprašam tudi tvoji novi funkciji na poslovnem področju. Me nekaj zanima, Saš, kaj tebi pomeni košarka? Meni vse. Jaz odkar vem za sebe, sem v košarki, cel življenje sem igral košarko, ko sem nehal, sem se praktično takoj usmeril v te neke trenerske vode in praktično edino stvar, ki bom res rekel, da znam delati, kaj mislim, da znam delati, je košarka, ker je res košarka je meni, kljub temu, da se zdaj v svojih letih, še Luka je v košarki, tako da praktično pomeni vse. No, kdaj si pa ti začutil, da je to tvoja pot? Oziroma, verjameš, da tudi pot kdaj izbere tebe, ne ti vedno nje? Jaz sem isto, verjetno tako, kot vsi fantje, ki smo bili v prvem razredu osnovne šole ali mogoče mala šola, ki so bili tisti krožki. Enostavno, ko se je en vpisal v košarko, smo šli vsi v košarko, se je en vpisal v nogomet. Tako da smo probavali isto vse športe, ampak mislim, da imaš ti mogoče celo prav, res sem probal vse živo. Enostavno, skozi me ta košarka vlekla k sebi, daj ostan tukaj, ali mogoče, ker sem bil malo višji od vseh, enostavno, ne vem, mogoče celo to.
da me je košarka izbrala mene. Dobro, dobro. No, zdaj si pa športni direktor Košarkarske zveze Slovenije. Kakšni izzivi so pred tabo? Tako bom rekel, jaz sem zdaj uradno športni direktor Slovenije. Jaz moram reči, da sem bil res zdaj zadnjih par let v bistvu cela ta reprezentanca več ali manj od trenerjev. Ali sem z njimi že v preteklosti sodeloval, smo prijatelji, poznamo se in z igralci, ali z nekaterimi sem celo bil še soigralci, nekateri so bili tudi pod našim vodstvom. Enostavno izzivi so vedno, sploh zdaj, ko je ta uradna funkcija, sicer nisem vedel, da bo to tak odziv, kakor je bil, ampak lej, to neko... Čestitke tudi za to, ja, no? Hvala, ampak nek primarni cilj tukaj absolutno ni samo odvisno od mene, to je pač cel kolektiv. Prvo bi jaz rekel, da sem zelo počaščen, da sem zdaj tudi uradno del ene organizacije, ki je v zadnjih letih, moram reči, raste strmo navzgor in zelo dobro organizirana in zelo veliko pozitivne energije. In seveda, ko sem dobil ponudbo za to, sem prva komunikacija, kar je bilo, sem rekel, jaz bom prvo preveril to s Tamalim, če se on strinja. Kaj je Luka rekel? Luka je bil vesel in iz prve je rekel, da mu je to čisto okej, da mu to všeč in da nima nič proti. In to ti je veliko pomenilo, ne? Absolutno, meni to, se pravi, jaz sem prvo vprašal njega, seveda, in če pogledamo celo reprezentanco, to se hotel reči, glede na to, da sem videl, kako je to homogena organizacija, jaz nisem hotel biti en človek, ki bo mogoče to neko kemijo pokvaril. Jaz sem lahko tukaj support, mogoče dan kakšen na svet in v taki vlogi sem tudi to sprejel. Ker tvoja naloga bo tudi usmerjati mlade, ne? Torej opazoval jih boš, usmerjal, poročal o tem na zvezi, gledal jih boš tudi na univerzah v Ameriki, po Evropi, že prej si veliko delal z mladimi in tudi velikim si pomagal pri uspehu. Kakšne generacije prihajajo, kaj opažaš, so talenti? Slovenija je že skozi imela talenta. Res ne moramo reči, da je to bila, ne vem, cela generacija talentov, ampak vedno se najdu nek eden, mogoče dva, mogoče kdaj 3, 4, ki pa niso bili, da reče sam talent, ampak so bili res dobri talenti. Res dobri. In to je skozi celo zgodovino. In to tudi zdaj, ko prihajajo te fantje, so neki potenciali, so talenti, ampak danes je talent tako, no. Ampak material za delati je. Tako da ja, moja tudi naloga med vsemi temi bo to, predvsem, mislim, ne predvsem moški del reprezentance, tudi to bdenje nad nekimi mladimi upi, probati nekako skomunicirati in probati omogočati, ker živimo vseeno v takem času, da mogoče nekdo si tudi ne more privoščiti trenerja individualnega ali za kondicijo ali za, ne vem, za fitness ali pa mogoče za košarkarske osnove. Enostavno, ko bomo seveda to skomunicirali z vsemi ostalimi trenerji, ki so po regijah, seveda se bo probal tem nekim posebnim talentom mogoče še dodatno pomagati. Zdaj, ali sem to jaz, ali bo to se kdo priporočal, to pa je pač stvar dogovora, pa ne samo mene, ampak cele ekipe. No, ampak tudi ti si bil zelo velik talent. Pa vem, da bo zdaj rekel ne, ker si tako skromen, ampak si bil, še ko si igral za jugoslovansko reprezentanco mlajše selekcije, pravijo vsi, ki se spoznajo, da si imel tak talent kot Luka. In če se recimo zdaj primerjaš z njim, ne, kaj je šlo pri tebi drugače? Je bilo mogoče manj discipline, manj nadzora, drug karakter? Kaj? Ne, dobro, za to talenta jaz ne bom nič govoril, to so drugi, da govorijo. Je pa res, zdaj, a smo bila mi 20 talenta, to tudi morajo drugi oceniti, ampak dejstvo je, da ko smo mi bili mladi, pa nisem tukaj sam edini, res so bili drugi časi. Res, če zdaj le malo primerjam, in to sem jaz vedno probal pol prenesti malo na neke druge. Mislim, da je bilo mogoče problem, da si že dobil neko črno piko pri 13 letih, pa si šel mogoče, ne vem, če je bilo ob 9 spanje, ti si prišel 9 pa 15, ta je problematičen in si dobil črno piko in to črne pike nisi mogel nikoli več zbrisati. Druga stvar, jaz sem prišel v Ljubljano po osnovni šoli. Isto, sam sem prišel, super, moram priznati, to je bila stara bivša Juga, prišel sem v Olimpijo, štipendija, če se lahko temu reče, je bila dobra, imeli smo pač stanovanje ali kaj je bilo, študentski dom,
imeli smo plačano hrano, ampak jaz s 15, 16 leti nor, mislim, vsi smo mi nori več. Torej nisi imel nekega nadzora, ne? To, kar ga je imel recimo Luka, ne? Mislim, da je bil to velik problem, pa ne samo v Olimpiji, to je bil posod, vem tudi pol v tujini, kaj se dela, enostavno so dali mladim fantom so dali dobre plače, štipendije, treninge ob 6, kaj pa ti delaš v prostem času, pa nobenega ni zanima. Je pa res, da je bilo tudi mogoče malo, moje najbolj pomembna leta oziroma ki so najbolj pomembna za razvoj, ta prestop iz mladinske kategorije v člansko kategorijo, so se dogajale, takrat, ko so se dogajale te vojne razne v razpadu Jugoslavije in enostavno, bom rekel, da mogoče smo bili rojeni v napačnem času. Vprašanje, spet drugo vprašanje, kaj bi bilo, če bi se nadaljevalo tako, da se ni to zgodilo, kar se je zgodilo. Mislim, teh faktorjev je lahko milijon. Dejstvo je. Ampak na koncu koncev, jaz sem tako odločal sam sebe. Ravno, ko si že omenil, talent absolutno danes ni dovolj, ne? Se tudi prej ni bil. Kakšno mentaliteto mora imeti po tvoje športnik, da uspe? Recimo, zelo veliko poslušam Djokoviča, ne? On je tudi zelo duhoven človek in on je seveda odkril eno svojo formulo uspeha, ne? Pustimo to, da od prehrane, joga, meditacija, ampak on je rekel recimo, da fizična priprava, fizična praksa absolutno ni dovolj, mora biti še mentalna, čustvena, torej druge stvari so pomembne. Kako bi se lahko mlade vzgajali v tem duhu? Recimo, prej sva omenila, da boš skrbel za mlade, da bi recimo pogruntali eno novo formulo oziroma da bi jim vse to dali lahko, ne? Razlika med takrat, ko smo mi igrali, pa zdaj je ta, da mogoče takrat je bil talent 50% uspeha, danes je talent 10% uspeha. Vse ostalo so drugi faktori. Zdaj, kar se tiče Djokoviča, moramo vedeti, Djokovič je v športu, v tenisu, kateri je individualni šport in ker se je res praktično odvisen sam od sebe. Torej, če bo on sam igral, slabo je on zgubil. Mi smo v košarki kolektivni šport, to je 12 igralcev, to je 12 različnih karakterov, to je 12 različnih družin, 12 različnih razmišljanj, to je malo bolj kompleksna stvar. Je pa ena stvar, danes, če ne treniraš, če se ne posvetiš temu, če se ne odrekaš nekih stvari, poleg talenta, nimaš niti možnosti za uspeh. Tudi to vse, če delaš, ne obstaja neka formula, da boš ti uspel. Pri Djokoviču recimo je ta uspela, ne bi pa pri vseh, ne? Verjetno je pa milijon drugih, ki so mogoče isto, mogoče še bolj trenirali kot Djokovič, jaz ne vem, pa se posvečali temu, pa jim ni rata. Jaz mislim, da je tudi velik, ne mislim, vem, prepričan sem, faktor sreče. V pravem trenutku, na pravem mestu, pa kar se mi zdi zelo pomembno v košarki, da ko dobiš možnost, torej da jo moraš izkoristiti. Torej, moraš biti vedno pripravljen, da dobiš možnost. Ker možnostih pravih možnosti, če dobiš eno, je lepo, redko kdo je dobil 2, 3, pa vprašanje. Tako da, če ne izkoristiš eno, ali pa mogoče, če dobiš še drugo možnost, je več, govorimo zdaj, če govorimo o nekem res vrhunskem top nivoju. Ampak, če se vrnem recimo k formuli, ne vem, kateri košarkar pa spije, ne vem, koliko litrov Coca-Cole pretekmo, da bo je. To je pa spet odvisno od vsakega individualca. Vse pravi, vsi smo mi svoj karakter, vsi imamo neki svoje telo, drugače reagiramo na drugačne različne stvari. V tem košarkarju verjetno je Nikola Jokić, ki je prišel totalni prototip, za Ameriko prototip igralca, prišel je roko na srce, malo buckast, to sem bral, da je popil po 5 litrov Coca-Cole na dan, ampak ko je stopil na igrišče, bogi batila. Noben ga ni mogel ustaviti, enostavno ta IQ, ki ga ima on, se ne more, to so pa pol ene stvari, ki se jih pa ne da natrenirati, to je glava, ali imaš, ali nimaš, in Nikola Jokić, kljub svojim 5 ali pa 2 litra Coca-Cola, ali pa pol litra Coca-Cola, se ni važno, kakorkoli, je ta IQ prinesel in vemo zdaj, kakšne rezultate ima eden najboljših igralcev vseh časov je v NBA. Koliko je pa pomembna podpora staršev oziroma vsaj nekoga, ki te podpira, ki verjame vate? Mislim, vsak normalen človek, ne govorimo za samo košarki, v kateremkoli poslu, katerokoli stvar, da delaš, če ti nimaš podpore svojih najbližjih, je to
absolutno težko. Tako da jaz mislim, da ta podpora je absolutno zelo pomembna in zelo prepotrebna. To te sprašujem zato, ker je bil Luka 13 let star, ko je šel v tujino, ne? Že v svet. 13 pa pol. Ja. Razumeš, če tudi ne bi imel tvoje podpore, podpore drugih, bi bilo težko, ne? Saj si je verjetno on želel, ampak mogoče je tudi to pripomoglo k njegovemu uspehu. Tam je bilo drugače, je bila disciplina, red. Dobro, Luka je hitro odrastel. Luka je, ampak res, veš, zdaj, če nekomu rečeš 13 let, 13 pa pol let, to je 6., 7. razred, če se ne motim, poslati nekam, bi mi rekel, kva je s tabo, si malo blesel, čisto da ti povem. Ampak enostavno, v tistem momentu, se pravi, ni bilo to odločitev čez noč. Mi smo bili po parih klubih, mi smo gledali, jaz sem šel, jaz sem hodil okoli in bil sem v tem v Madridu, bil sem, ne vem, v Turčiji smo bili, pa enostavno nekaj mi je rekel, neki, ne vem, neki, en tak dober občutek sem imel, ko sem bil v Madridu, sem imel tak dober občutek, ko sem videl, da je to dijaški dom, kjer bo živel, da tam ljudje nosijo uniformice, vsi isto oblečeni, 3 postelce, 3 omare, 3 košarkaši so noter, izven mesta so, odhod na trening je kontroliran, po šoli ve se, kaj se dela, torej neka vrsta odprtega zapora. Prišel je v novo okolje, začel je ne iz nule, ampak iz minusa, res naučil se v 3 mesecih špansko govoriti, tako da je, mislim, meni kot očetu je bilo to težko, ampak to željo, ki je pokazal Luka, da bi šel v Real, oziroma v Madrid, ja, v Real Madrid, enostavno, mislim, škoda bi bilo, da bi ga zaviral oziroma zatiral v tej njegovi želji, v tej njegovi ambiciji, ker očitno je tudi on že sam pri sebi vedel, da mu bo nekaj tam ratal in ampak to je zagotovo tudi pripomoglo, ne, da je on danes to, kar je, ne? Ker je imel tam res pravo šolo, ne? Tam je tudi postal zrel, ne? Odrasel je hitro, ne? Če se vrnem še takrat malo nazaj, no? Real ni slovel kot neka dobra košarkarska šola, da je neka proizvodnja mladih igralcev. Oni so, mislim, da je takrat en let ali 2 leti pred tem prišel za športnega direktorja Alberto Angulo, bivši igralec, ki je očitno vzpostavil to malo na drugačen način. In so res začeli tudi se ukvarjati z mladimi in so začeli delati in so pripravili tudi dobre trenerje. In danes mislim, da je ta Realova šola že od takrat, od Lukatovih časov do zdaj daleč najboljša, kar se tiče Evrope. Odločitev, da gre Luka v Madrid zaradi tega, ker to, kar sem prej rekel, od nule štartaš, moraš se boriti in dokler se ti izboriš, to ti mine 2 leti. Tukaj je pa že Luka pol star 15-16 let in tukaj je res ekstremno hitro napredoval. Ti recimo tega nisi imel, ne? Če bi pa imel to formulo, ne, za uspeh, kakor je imel on, bi pa lahko, razumeš, ne? Razumem jaz, ampak moje razmišljanje je tako, ok, jaz sem delal napake, ni nobenega problema. Jaz enostavno mogoče nisem imel, da rečem, to možnost, da mi nekdo z izkušnjami iz košarke govori, to je narobe, da je prav biti to tako. Ali pa mogoče zamenjati sredino, ali pa karkoli. In jaz sem tudi vedno tega mišljenja. Boljše se učiti, pameten človek se uči na tujih napakah, glup se uči na svojih. Jaz sem to Luka to rekel, ti se uči na mojih napakah, ne na svojih. Ne. In tudi to je bil en moja izkušnja, ki sem jo doživel, ki sem jo pol malo sprocesuiral. In tudi zato sem jaz želel, oziroma ne želel, ne bom rekel, probaval najdati neko pravo sredino za Lukata, da gre pol to pot, kakor je šla. In kdaj točno je sin premagal očeta? Lej, na zadnje, ko smo igrali, sem ga dobil. Ne vem rekvajih. Pa, ko sem videl, da ga ne morem več dobiti, pa seveda sploh nisem hotel več z njim igrati. Ampak ne, sva igrala, se igrava tudi zdaj, to nima več nobenega smisla. Tako da je pa res, da ga nisem več niti toliko šloh, ampak mislim, da se ljudje tudi ne zavedajo, koliko je ta fant močen, kakšna je to moč, ker jaz, to se hoče reči, jaz nisem šloh. Ampak ko igram z njim 1 na 1, jaz ga z vso močjo udaram, mislim, po rokah to. Pa bi tako ljudje, prosim te, kada sem en komarček. Kaj pa, ki igra takšne igrice tudi skupaj, pa ga mogoče saj tam premagaš? Saj igrava, imava te neke online igrice, ampak saj včasih ga jaz tudi dobim, ampak večinoma on mene dobil.
Tudi tam. Tudi tam, nažalost. Tebe, Saš, kar prepoznajo, ne? Ko prideš recimo na tekmo v Dallas, v Ameriko, vsi vedo, kdo si. A imaš kakšno izkušnjo, so te kdaj kakšni paparaci zasledovali? Greš tam lahko recimo v restauracijo v miru, ne da bi te kdo fotografiral vaš čas? Ne, zasledoval? Prvo bi to rekel. Jaz sem bil ful presenečen to v Teksasu, kako spoštujejo to neko tradicijo. Sploh to, noče biti žaljiv, ampak enostavno oni, pri njih je dedek, oče, sin, to ful spoštujejo. To res gledajo na to v nulo. In jaz, res se nekaj stvari take, niti ne vem zakaj, presežem. Se vejo, da se bo Lukata oče, ampak enostavno je bilo kar dosti teh dogajanj, avtogramov. Kar se tiče pa teh restauracij, pa treba se zavedati, da tukaj Luka ne more iti v neko normalno restauracijo, ker ne moreš jesti, ker to je skozi in tako da polovati, mislim, ko gremo. Tudi na Japonskem je noro, ne? Vem, da je bilo v Okinavi. Najbolj nore so bili Filipini. To, kar se je tam dogajalo z Lukatom, to se mi res, mislim, meni, če bi to kdo govoril, jaz bi rekel, da je nelašno, ne morem ti verjeti. Videl sem na svoje lastne oči, kaj je to. Treba vedeti, da mi v Manili, kaj je bilo, Japonska je bila že fenomen, ampak v Manili so bile pa vse tekme slovenske reprezentance, pa mislim, da so bile to krat 2, 3 karte, ker niso bile cele karte, je bila krat 2 oziroma 3 karte, sploh niso bile poceni. Dvorane so bile samo slovenske reprezentance, so bile totalno polne. In tam to, kar se pogovarja z domačini Filipini, Lucas Country, sem to sigurno. Noro. So pa navijači NBA enkrat opazili tudi, da si zelo podoben priljubljenemu gospodu neverjetnemu iz Disneyjevega animiranega filma. Pa me zanima, se ti je zdelo to zabavno? Mene to ne moti. Ja, to je bilo nekaj, so dali kaj to naredijo v tem photoshopingu ali kaj že. Dobro, meni je to dobra fora bila, super, nimam jaz problemov s tem, ampak me pa bolj presenetilo to, kako so točno vedeli, kje se sedi, kdo sedi, to se vse ve, tam ni izgleda, da ne moreš zbežati kamor. Zvezda si, skratka. Kateri lik iz tvojega otroštva je pa bil recimo tebi najljubši? Risanka. Jaz sem še una generacija, ki smo bolj Bruce Lee, Bruce Lee, Rambo, odpisani, Bata Živojinović, Walter Brani, Sarajevo, to je bilo bolj, vem, mi smo še hodili, ko smo hodili včasih v kino, pa to smo šli cela skupina, smo šli v kino in če bi bil Bruce Lee, smo vsi, ko smo prišli, smo vsi znali karate ali kung fu, karkoli je že delo, tako da, kar se tiče pa teh risank, mi smo Tom in Jerry, Baltazar, Badum, kva je bil še, ne vem. Ja. Ampak zdaj verjetno gledaš veliko risank svojo najmlajšo, ne? Pa ja, gledamo i risanke. Novodobne risanke, ne? Novodobne risanke, pa moram priznati, da so bile meni v mojem otroštvu veliko boljše. Tudi meni. Ti kako pogosto pa gledaš Lukove tekme po noči? Spustiš kakšno ali kar gledaš redno? Res, ne spomnim se zadnjič, kdaj sem spustil zadnjo. Enostavno, včasih se kar hočem... Pa si pa zelo neprespan. Pa se navadiš, veš. Ko je tekma, sicer je malo zoporen, moram priznati, sam to greš vmes že spat, če so tekmo pol treh, polovati ali začnejo 20 do 3 ali pa 15 do 3. Enostavno spiš do pol 3, se zbudiš, gledaš, pa greš spet v 5 spat, tako da... Lej, če sem včasih sanjal, da bi bo otrok igral v NBA-ju, zdaj pa kaj igra, pa da ga ne gledam, pa mislim, da to ne bi bilo korektno. Si vesel, že četrtico ga zbrali v prvo peterko, All-Star tekme? Pa jaz, veš, da sem. To so vse take stvari, ki niso glih vsakdanje. Predvsem sem vesel zaradi njega. Konec koncev to je neka nagrada, nek dokaz, da je na dobri poti, da res dober igra in tole, kar se je pa letos zgodilo, da ne vem, če sem dober videl, da ima okrog 500 milijona več glasov kot Steph Curry, mislim, da je to tudi ena lepa stvar, predvsem za Evropejce, da vidijo, da tudi Evropejci dobijo mogoče malo več
poguma, pa se odpravijo čez lužo, ker se vse se da, ne? Ker to je vse, mislim, da ogromno priznanje, ker Steph Curry je vse legenda NBA in da je imel Luka tako prednost, vse to me pa še najbolj presenetilo. Si pa tudi en velik fan Crvene zvezde, ne? Zvezdaš. Ja. In tudi to vse gledaš, a ne vse tekme. Imam vse, jaz se tudi delam za Jadransko ligo, tako da te tekme moram, absolutno vse ne moram. Tudi lepo mi je gledati te tekme. Je tudi Luka fan, ne? Ja, valjda to je iz generacije, iz roda v rod. Kako ti je všeč mladi Nikola Topič? 18 let ima, ne? Mladi Nikola Topič je mogoče res zdajle, da rečemo, po nekem času je spet prišel ven en biser, ki je zelo, zelo zanimiv. In glede na to, kar zdaj kaže, mislim, da to je en fant, ki bo imel zelo lepo kariero. Jaz sem sicer malo zdaj spremljal neke te kalkulacije oziroma neka predvidanja, kaj se bo dogajalo v draftu in on je zelo visoko pozicioniran in veliko skavtov celo trdi, da bo prvi pik na draftu. Tako da, kar se tiče Nikola Topiča, to je... Tem bomo o njem še slišali, ne? Absolutno verjamem, če upam, da bo to brez poškodb, ker to, kar se ga zdaj videl v zadnje, nažalost se je poškodoval, pa je bil izostal, ampak 18-letnika te dve tekme, ki sem gledal v Euroligi, s tako samozavestjo, s tako glavo, to že dolgo časa nisem videl. Zdaj, ker mislimo, če ne bo po 18 letih, ne vem, MVP Eurolige, to pa ni nič. Luka, to je res, te stvari je res naredil to, kar praktično noben do zdaj še ni naredil. To je Luka naredil s svojimi 18 leti, v teh, zdaj bo 25 let star, to, kar je on dosegel s 25 leti. Jaz se ne spomnim, da bi v zgodovini košarke kdo to kaj takega dosegel, tako da jaz bi prej rekel, naj on naredi za Topiča, naj on naredi eno lepo, dobro kariero, zdaj, a bo to dosegel te neke nivo. Naj bo on zadovoljen za svojo kariero, tako bom rekel. A spremljaš še kakšen drug šport? Imam enega, spremljam slovenski nogomet, predvsem, bom rekel, od enega mojega prijatelja sina igra v Muri, Nikola Jovičević, njega spremljam, drugače pa iskreno vam povem, ni časa. Ne. Zelo rad pogledam in to, kar se dogaja zdaj na Evropsko prvenstvo v rokometu in nogomet, rad pogledam te kvalifikacije, ampak v principu zdaj, da bi pa redno skozi vsak dan spremljal nekaj dodatno, pa absolutno nimam časa. Sploh verjetno več prostega časa nimaš toliko, ne? Res moram priznati, da se, ampak dobro, to so te zdaj faze, ker je ogromno posla, ker je treba ogromno delati, ampak enostavno pride tudi pol faza, kaj pa je praktično malo dolg čas, malo dopust. Ampak kartaš pa tudi rad, če kdaj pikado igraš? Ne, pikado niti ne, bolj kartamo, rad odigram kakšen šah s kom, najraž se pa podružim s prijatelji, to je pa nekaj najlepše. To te pa še kdaj srečam zunaj zvečer, rad imaš zabavo, ja, in glasbo. Kakšno najraje poslušaš? Jaz poslušam vse živ. Res, mislim, že v tistih 90-ih letih smo poslušali, ko smo hodili še po teh diskotekah, dokler je bilo to popularno, smo poslušali seveda te tuje. Zdaj v zadnjih časih je to bolj balkan scena. Enostavno družba, vsi to poslušamo, najbolj se sprostimo, najlepše mi je in enostavno se imamo lepo v tem. Kaj ti pomenijo prijatelji, prijateljstvo? Prijateljev, res, ne vem, če jih imaš lahko veliko. Meni je prijatelj pomeni lojalen, oddan, iskren, v dobrem in v slabem. In kad si kle, takih ni veliko. In to so tudi lastnosti, ki jih ceniš pri ljudeh, ne? Lojalnost, iskrenost. To, kar je mogoče zdaj v tem današnjem času, iskrenost, lojalnost pa diskretnost. To mi je tu zelo ratalo pomembno, ker to so, evo, ne vem, gremo jutri ali pa danes zvečer na neko privat žurko. Mene je najhujš, ko vidim, da mi začnejo se snemati, pa se objavlja na socialnih omrežjih. Vse se mi zdi to mogoče. Pa ne, da bi te vprašali, ne? Pa dobro, ja, jaz teh stvari, se ti pričujem, jaz teh stvari ne razumem. Če smo mi zmenjeni za privat žurko, pa to je zelo mene, zakaj morajo, ne vem, 5000 drugih ljudi,
ki jih sploh ne poznam, ki sploh ne vem, kaj morajo vedeti, kaj se dogaja. In to je tista neka stvar, ki je danes, zato je ta diskretnost danes se mi zdi še bolj pomembna in ni je veliko. To je problem. Tvoji prijatelji tudi zelo lepo govorijo o tebi, ko si imel v svojem življenju padce. Seveda si jih imamo, to je življenje. Nekaj časa si šel celo v gostinstvo in vozil taksi en kratek čas. Ampak ti si vedno ostal isti človek, tudi kot je bilo težko, ostal si isti. Znal si preboleti samega sebe, ko je bilo to potrebno. Nikoli nisi vrgel puške v koruzo in nikoli nisi izgubil vere vase. Misliš, da so te slabe stvari, da se te vse zgodilo z nekim namenom? Verjameš v to, da se kdaj morajo zgoditi kakšne stvari, tudi težje, da postanemo boljši? Bolj je problem, če se iz tega ne znaš izvleči ali pa karkoli naučiti. Spolni padci, ja, izgubo vere nikoli. Vrgel puško v koruzo nikoli. To verjetno mi je ostalo od športa, ker danes je, ali pa že takrat se ni važen. Šport je repeticija, to je vsak dan ponavljanje, borba, vsak dan, ko prideš, je praskanje, vsak je padel na taki mali oviri in se ni pobral. Padali bomo mi, verjetno bomo še padcev veliko v življenju, jaz ne rečem. Bolj je problem, če se ločeš pobrati, oziroma če se smiloš sam sebe, pa skozi nekaj začneš, joj, Bog je jaz, zakaj se meni to zgodilo. Pridejo momenti, ko ti ne gre nič v življenju, pridejo, ampak prav, vem, da sem tak, da se nikoli nisem predal. Meni ni problem voziti taksi, meni ni problem gostinstvo, jaz sem isto sem imel, ampak okej, to so neke stvari, ki so bile trenutne, ker drugih opcij ni bilo, treba je bilo preživeti. Jaz s tem maksimalno absolutno nisem nobenemu ukradel nič. Zdaj, če je to komu kaj podcenjevalno, njegov problem, meni to absolutno ne pomeni. Sem probaval dosti stvari v življenju, ampak nobene stvari od teh se pa, da bi kaj narobe zaradi tega. Ne. Absolutno ne. Seveda ne. So ljudje, ki se znajo tudi larce delati, si vozil taksi, sem vozil taksi, majster, tega še ti voz. Pa se zna bi zelo zabavno, ne? Ne, meni je bilo top. Sploh pa v tem periodu, ko vem, da smo takrat se brabo, pač nekaj mogoče šel sem glih v Madrid, ni bilo zaposlitve, lokal je šlo malo slabš. Kaj če primaš taksi, vzameš in greš, delaš. Saš, a si ti kdaj vizualiziraš stvari? A si predstavljaš recimo, da so se že zgodile, pa se še niso? Recimo tukaj se bom spet spomnila na Djokoviča in zgodbo z Jeleno Gencic, njegovo trenerko takratno. Ona dva sta naredila iz kartona Wimbledonski pokal, ko je bil on še mlajši in sta si obljubila, da bosta osvojila pravega. Do takrat je bil pa tisti kartonasti tam. In me zanima, sta recimo vidva z Luko, ko je bil majhen, ko sta se igrala na igrišču in metala na koš, kdaj predstavljala ali pa da recimo on govoril, da si že predstavlja, kako NBA igra? Ne, Luka je, ko je gledal kakršnokoli tekmo, je bilo to NBA tekma ali bila, ne vem, Euroliga ali takrat Champions League, karkoli. Imeli smo ta nek mali koš doma, je vedno probal posnemati, zdaj je to ta vizualizacija ali ni, ne, ampak sem pa jaz delal neke dobre ideje. Jaz sem se zadnjič nekaj zamišljal, da je Luka osvojil prsten NBA, tako da če ga slučajno ne bo, kar dvomim, ga bo, jaz ga bom kupil na bazarju, pa bi rekel, evo te majstore, sanjal sem, da si osvojil, ampak ne verjamem, da ga bo sam osvojil. Verjameš? Verjamem, tudi Luka, dobro, se pravi, spet je to kolektivni šport, ekipa, ni to samo odvisno od njega, ampak enostavno ta želja, ta tekmovalnost, ta energija, ki jo hoče, v bistvu vse, kar si je do zdaj želel, je dosegel. In to verjamem, da se bo tudi zgodilo s prstenom, slej ko prej. A ti je Luka karakterno kaj podoben, glede na to, da me zanima, kakšne so tvoje lastnosti, na katere si ponosen? Jih opažaš tudi pri njem? Dobro, to mislim, da mi vsi pri svojih otrocih opažamo sebe, realno. Tako da jaz karakterno mislim, da ja, da ima iste te karakteristike oziroma podobne. Res tisti, ki ga pozna
bo potrdil moje besede, tisti, ki ga mogoče vidi z televizije, tega ne more trditi, ampak govorimo o poštenem fantu, dobrosrčnem, tekmovalnem, spoštljivem, ne vem, kaj naj še rečem. Tako da res... Kakšen si pa ti kot šef? Katere so tiste lastnosti? Tisti časi včasih, da je bil eden, pa je vse imel pod kontrolo, da rečem diktator, po domače povedano diktator, te časi so bili. Danes je enostavno, danes so ekipe, ki delajo, danes so trenerske ekipe, uprave, to so ekipe, ki delajo in seveda, ko so te ekipe te homogene, če je kemija dobra, to, kar smo na začetku govorili, in če vsi veslamo v isto smer, pol je možnost za uspeh večja, kot če so neki, ko bi rekel, influencerji noter, neki gnila jabolka, ker to gniloba se pol hitro razširi. Tako da jaz kot šef enostavno, jaz sem rekel, jaz bom probal kot oseba, ki je zdaj trenutno na tem položaju, probal samo svojo energijo, svojimi mogoče šalami, s komunikacijo, z pogovori, nekako še dvigati to moralo oziroma to neko samozavest, čeprav mislim, da v tem trenutku, v tej reprezentaciji tega niti ni toliko potrebno. A te očitki kdaj prizadanejo? Jaz sem zelo odprt, zelo sem dostopen do kritike. Do kompetentne osebe, katera mi bo dala kritiko. Mene ne moti, jaz nisem, ne vem, kva še se, jaz valjda človek sem, lahko se zmotim, vsi se mi motimo in vsaka kritika je za mene dobrodošla. Korektna. Malo me pa motijo te očitki, oziroma mi ti ne motijo, to ti bo povedal iskreno, tukaj sem pa že dobil tako debelo kožo, da vsi vse vejo, da znajo pluvati, pa pol spet hvaliti, pa da sedi nekdo s tabo na kavici, pa se obrneš, pa te začne pluvati. To sem pa ratov tak trdo kožec, da mi je to v principu čisto vse. Saš, kakšna je tvoja življenjska filozofija? Imaš kakšen moto na svet, ki bi ga rad delil? Jaz v bistvu za sebe, kaj pa vem, jaz se bolj prilagajal dani situaciji, ampak vedno mi je bila v glavi ena dva verza iz enega komada od Parnega Valjka, mislim, da se pesem imenuje Ljubavna. In sicer ta dva verza sta bila, moraš prvo puzati, da bi znal hoditi. Pa druge verzije, zaplači, kad te niko ne vidi. Tako to se mi zdi nekako čisto okej za mene. Kobe Bryant je zelo rad poudarjal, kaj je recimo bilo njemu najbolj pomembno v življenju. Je rekel, da je ultimativno prvenstvo in največji uspeh prav ta, da s svojim delom navdihuješ druge, inspiriraš mlade, da postanejo še boljši, da najdejo tudi sebe in svojo odličnost. Se strinjaš s tem? Recimo tudi ti si navdihoval Luko, ko je bil majhen. Absolutno se strinjam s tragično preminulim, prehitro Kobijem. Konec koncev to je on počel, vsi mi in mlajše generacije in tudi starejši od mene, to govorimo o enem najboljšem igralcu na svetu in praktično ta inspiracija, ki jo dajo on, oziroma katero dajo lahko te veliki super zvezdniki, kot je bil Kobe Bryant, to je res, meni se to zdi neprecenljivo. Boš tudi ti poskušal mlade, ki jih boš zdaj usmerjal, gledal, navdihovati z nečim? Jaz bi se sam rad vrnil na Kobija. To, da on svojo pojavo s tem igranjem, kako je on igral, res, da je usmeril, mislim, da enega otroka, ki vemo, da v Ameriki to je kar zna biti velik problem, da ga usmeril mogoče iz tiste smeri, ne vem, kriminala, droge, v košarko, je že zmagal. In to zdaj, dobro, mi tega v Sloveniji nimamo toliko, saj zdi se mi, ne vem, jaz zdaj točno informacije nimam. Absolutno se bi pa rad, jaz svojim, če bom lahko, ampak mislim, da ima to moč, veliko večjo moč, saj v Sloveniji ima v tem trenutku Luka. Kaj je bil najboljši nasvet, ki si ga od kogarkoli dobil? Dobro vprašanje. Pa ne vem, zdaj iz glave, mislim, na svetu je bilo takšnih in drugačnih veliko. Čeprav jaz mislim, da je najboljši na svet v bistvu tisto, kar ga sam nekako
sam sebi svetuješ oziroma sam občutiš po svojih občutkih, da delaš. In to je? Pa ne vem, zdaj v danem trenutku je mogoče najboljši nasvet, da sem tih, ker ne vem, kaj bi ti odgovoril. Kaj pa mogoče najslabši, a bo to lažje? Se pravi, bilo je dobrih in slabih nasvetov, ampak se pravi, jaz bom težko svetoval tebi, kako ne narediš v določeni situaciji, ker ti si spet drugačen karakter. Lahko ti svetujem. Zdaj, a ga boš ti sprejela, ali ga ne boš sprejela, to je tvoja odločitev. Ampak nekako sem se v danem momentu se spomniš, ampak zdaj se res ne moram dobesedno spomniti, kjer na svet je bil, ampak ko je bilo kakšen daljni moment, mi je že kaj v malih možgančkih, mogoče mi je pa nekdo rekel to, pa sem malo pretehtal, zdaj pa lej, včasih sem ravnal prav, včasih ne. Mogoče bo to lažje, če bi lahko potoval nazaj v čas in spremenil eno samo stvar, katera bi to bila? Jaz sem v svojem življenju, sploh zdaj, če pogledam, zadovoljen, srečen, zadovoljen. Hvala Bogu, imam zdrave otroke, imam zdravo vnuko. Imel sem 7 let nazaj, oziroma zdaj bo teka že 8 leto, sem imel eno malo davke, tragedija je bila, pa če enostavno mogoče, da sem 2 leti pred diagnozo očetu, ko sem imel eno tako diagnozo, mogoče da sem ga malo bolj sforsiral, da gre, ampak oče je tudi bil tak, una stara šola, doktor, kakšen doktor, meni nič, ampak enostavno prepozno smo prišli do nekih teh diagnoz, ampak okej, tako je. Če bi po tvojem življenju posneli film, kakšen bi bil pa naslov? Mr. Incredible, sem si prej rekla. Ja, to. Ne. Dobro. Ja, okej, ja. Letos bo kar pestro, zdaj te že februarja čakajo novi izzivi. Imaš dober občutek? Vam bo uspelo? Jaz sem v življenju optimist. Vedno sem bil, vedno bom. In to vprašanje, mogoče bi ga mogla malo obrniti, ali vam bo uspelo. Uspelo vam bo. Tako, bravo. Prepričana sem o to. Da vam bo uspelo, ja. Velik hendikep bo neigranje Muriča, ki je steber, da rečem, te reprezentance, sploh v teh kvalifikacijskih ciklusih, ampak verjamem, da vsi ti ostali fanti bojo prevzeli tudi odgovornosti. Ker te 2 tekme, ki igramo doma z Ukrajino in Izraelom, z temi 2 zmagami, si ti praktično že z eno nogo na evropskem prvenstvu. Kaj pa olimpijada? Jaz sem prepričan v to, da bo olimpijada, čeprav je skupina težka, igra se v Grčiji, nasprotniki so renomirani, ampak če smo šli čez Litvo v Kaunasu pred 15,000 gledalci, tista Litva, ki je bila, meni se zdi malo močnejša kot današnja, ajde bom rekel, glavni konkurent Grčija, čeprav ne smeš podcenjevati nobenega. In če bomo, seveda, tako je, če bo reprezentanca kompletna. Tukaj Čalčar verjetno ne bo mogel igrati, ker še ni toliko časa od poškodbe, ampak Murič se bo sigurno priključil in če bojo vsi zdravi, jaz ne vidim, kako bi nas lahko kdo dobil na tem turnirju. Ampak poletje bo pa pri tebi tudi kar zanimivo, 50 ko imaš. Ja, kako se počutiš kot skoraj Abrahamovec? Počutim se kot 18-letnik, zdaj po končani srednji šoli, tu smo že prej rekli, frizurca 80-letnika, ampak duša mi je še vedno mlada, energija, nimam problema s tem. Lepo, upam, to je en ciklus 40% mojega življenja, na 60, ki bom na polovici, tako da... A imaš občutek, da bo eno dobro leto? Luka bo 25, ti boš 50, žena tvoja bo 40, oziroma partnerka, mogoče bo še kakšna poroka. A to, mislim, vsi mi težijo, da se moram poročiti levo, desno, ampak mislim, da zdaj Ali skrivate spet? Bom razmislil. Res je zanimivo poletje, tudi olimpijske igre so, tako da upamo na najboljše. Kaj bi bilo najlepše darilo zate? Meni je največje darilo, da pride, ne vem, da bojo moji 3 angelčki, to zdaj sin, hčerka in vnuka. Vse ostalo je pa, zdaj govorimo o najlepšem darilu. Vse ostalo je super, ampak to mi bo pa najlepše darilo. Imaš še kakšno željo, ki se še ni izpolnila, pa bi si želel, da bi se?
teh želj je kakor češ, to ni, ampak mogoče smo tudi malo preveč prezahtevni. Pa premalo hvaležni za to, kar Premalo imamo. smo hvaležni, kar imamo. Meni, se sem rekel že prej, to, da so mi otroci zdravi, da to je meni v principu najbolj pomembno. In tukaj sem daleč najbogatejši človek na svetu. Zelo rad pa hodiš tudi na Krk. Koliko časa že? Od 20. stoletja naprej. Ok, v redu. 90., 80. 90, 80 sem že, 90. Si v kempu? Si rad v kempu? Glej, ja, meni je kemp super, to je bolj taka Robinson Crusoe varianta, meni je to sproščeno, res se psihično se spočiješ, tudi otroci imajo ta kemp radi. Jaz sem ta še malo staromoden tip, mislim, saj tako bi rekel, glede na današnje čase, rad se družim z ljudmi, rad sem v družbi ljudi, rad se zabavam, rad dobro rošnjo naredimo. Jaz sem ta, nisem jaz za te Facebooke, Instagrame, karkoli že. Imam vse to, ne koristim, ampak imam. Ampak pravim, bolj mi je pomembna ta človeška bližina, ker vsem mislim, da smo mi ljudje narejeni, da se družimo med sabo, ne pa da smo non-stop na... Pa vem tudi, da imaš zelo rad otroke, vedno jih animiraš in poskrbiš, da se imajo fajn. Pa se, ni to lepo. Ja, meni je to, spustim se na njihov nivo, mi smo tam nekje isto, se razumemo, najbolj se razumem z otroci, tako da ni nobenega kreganja, vse tako, kot treba in v tem uživam. Bo sploh letos čas za na morje? To bo. Mislim, začetek julija so kvalifikacije za te olimpijske igre. Pol olimpijske igre so zadnji teden julija, pa prvi teden avgusta, tako da vmes je pauzica, pa še boš si vzel čas. Tam po tistem četrtfinalu oziroma polfinalu olimpijskih iger bo pa spet fraj. Saša, najlepša hvala, ker si bil moj gost. Hvala Res tebi. cenim, da si prišel in kaj niti rečem, želim ti odlično in zmagovalno leto in seveda vse dobro. Hvala, najlepša. Vse dobro pa tudi vam, to je bil Saša Dončić in srečno!